Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni ponovno v Fine podcastu. Tokrat, kaj naj rečem, spet je z nami zelo zanimiv gost, namreč na mojem kavču sedi policist. Policist, ki ni samo policist, ampak je tudi pisatelj, vegan in kar je najmanj zanemarljivo, v bistvu, oče 3 otrok, 3 hčera, v bistvu. Ivan, pozdravljen. Pozdravljena. Ivan, ti si tudi že dedek, v bistvu. Ja. In istočasno sam izhajaš iz zelo velike družine. Tako da predvidevam, da je pri tebi družina kar pomemben faktor v življenju. Ja, zelo pomemben faktor je v življenju, ja, ker zdaj, če pri vnukici sem, ona mi daje dodatno energijo, če pa sem v moji družini kot prvotni, se pravi, postavim, nas je bilo 13, se pravi, imam še 8 bratov pa 4 sestre, ne, in mi je to bilo vedno nekako... Te je spremljalo, Ja, vedno ta gneča družinska, ampak v pozitivnem smislu. Ja, seveda, nikoli nam bo dolg cajt, ne. Tako da bi rekel, da te družina tudi oblikuje, verjetno kot človeka, da nas družinsko okolje oblikuje kot ljudi. Namreč to, da si policist, istočasno pa si napisal tudi 2 knjigi. Ena je osebna zgodba policista, skozi katero si nekako želel mogoče tudi razbiti te stereotipe o policistih, pa v bistvu povedati to človeško plat o policistih. Druga pa je Stres odjebi. Ful mi je všeč ta naslov, v bistvu, ne? Ja. Namreč, ker tudi ti imaš na svoji spletni strani celo zgodbo o sebi in pač tvoja zgodba je kar pestra, se bova jo danes tudi malo delila z našimi bralci. Ampak najprej se vrnimo na to, kar sem hotela povedati, je v bistvu, da nosiš kar nekaj dodatnih aktivnosti še s sabo, poleg tega, da si policist. In se mi zdaj te sprašujem, če je v bistvu, bi rekel ti, da je to tudi zaradi tega, ker si odraščal v veliki družini, da... Družina mislim, da je zelo pomembna v življenju, ne, vse izhaja iz družine, se pravi, od staršev, družina in pol vse naprej, ker mislim, da je temelj vsega našega življenja izhaja iz družine, ne, in to je eno pomembno kako bi rekel temu, obdobje, ko smo pri tej primarni družini, pri starših in potem tudi svojo, lahko iz tega izhaja veliko stvari. Zdaj, če imamo družino, ki imamo negativne stvari, bomo tudi v prihodnosti lahko mi povzeli te vzorce in se bo to isto dogajalo, ne. Tudi v moji stvari je bilo nekako, lahko tako rečem, ampak zato tudi kot policist vsak dan videvam družine, takšne in drugačne, in vidim v tej moji karieri, da je družina zelo pomembna in tudi zdaj, ko spoznavam to skozi osebno rast sebe in skozi, kako bi temu rekel, učenje tega, vidim, družina je najbolj pomembna. V bistvu je kot neki temelj in okvir, iz katerega potem oblikujemo vse ostalo in se mi zdi osebna prepričanja in neke vzorce, v katerih se počutimo varni, čeprav niso nujno dobri za nas, ne? In pri tem je v bistvu ta zavest, da ti zaznaš, v bistvu, da nosiš s sabo neke vzorce ali pa prepričanja, ki mogoče ti v resnici škodujejo, ful pomembna. Kdaj si ti začutil, kdaj je bilo pri tebi ta prelomna točka v življenju, da si začutil, čakaj malo, jaz si želim v bistvu sebe boljše spoznati, duhovno zrast in mogoče tudi kaj, česa se odrešiti? Kdaj? Ja, to je bilo proti koncu leta 2012 oziroma v začetku 2013, takrat je bilo nekako, se je pač zgodilo v mojem življenju neki kolaps, bi rekel temu, napram mojega osebnega življenja in tudi v službi, preobremenitev vsega in je nek klik prišel, ko sem bil enkrat na njeni spletni strani od ene Petre Škarja, moram poudariti, ker sem zelo hvaležen, da sem takrat bil in sem takrat kupil njeno knjigo, prvo, česar nas niso naučili v šolah. In mislim, da tista je bila moja sprememba, ko sem jo prvič kupil, prebral stvar in do takrat dalje sem začel delati na sebi in spoznavati to osebno rast, duhovnost na drugačen način. Zdaj, kako? Glavno, jaz sem takrat požiral vse, kar je bilo možno, od knjig, video posnetkov tega, pa se je samo dogajalo. Ja, to je v bistvu ful zanimivo, ker ljudje moramo včasih res
res nas more zrušiti ali pa se nam zgoditi nekaj, ne vem, jaz vedno pravim, ne, oziroma mislim, da je to celo citat od Demelota, da pač življenje vrže v nas najprej kamenček, ne, in ko se ne odzovemo, vrže malo večji kamen in ko se še vedno ne odzovemo, pač vrže na nas skalo in nas zruši totalno in iz tega, v bistvu človek, tu se mi zdi, da je šele okoliščina, ko ljudje pač so pripravljeni sprejeti vse, kar bi prišlo nasproti, da bi se odrešili. In knjige so definitivno, jaz vedno ljudem rečem, ko me vprašajo, kaj naj naredim, pa kje naj začnem, se mi zdi, da knjige so nekako najboljši začetek, ko hočeš, Sigurno. ko začutiš, da bi rad nekaj spremenil v življenju. Knjige so zelo pomembne, oziroma znanje, ki je zapisano v knjigah. Ne. Seveda, jaz pravim tako vedno, knjige so pomembne, ampak je treba tudi paziti pri knjigah, kaj beremo, ne, ker kar preberemo, gre v naš in je zelo pomembno, tako kot kar jemo, tako kot tudi kar absorbiramo skozi to našo bralno zadevo, ker miselni proces je pa tudi istočasno pomemben, ne? Kaj razmišljamo, kako je misli in to. V bistvu je vse pomembno, ne? Vse, Ja. vse, kar pride v nas in kar okoli nas funkcionira, je pomembno in je del v bistvu tega, kako se v nas oblikuje življenje in kako ga Sigurno. potem živimo. No, ker si glih hrano omenil, ti si tudi vegan, to se mi zdi tudi zanimiva zgodba, ker sem poslušala tvoj video, na kak način si ti postal v bistvu vegan, ne? Ker najprej je meso bilo, tako kot za večina Slovencev, del vsak dana za tebe in pač ni kosila, če ni mesa. Tako. No, kaj se je potem zgodilo, da si ti preklopil? No, jaz sem preklopil zaradi tega, ker je postala moja najstarejša hči vegetarijanka in je pač takrat prišlo do določenih stvari doma, ker normalno ni več želela jesti mesa, normalno jaz kot normalen, ne, smo to, je bilo dosti razburjen, ampak potem, ker sem pač že dosti delal na sebi, sem pač sprejemal druge stvari, sem se pač podučil o tej stvari, ne, skozi to, kar mi je moja najstarejša hčerka posredovala informacije od knjig pa do različnih predavanj in te zadeve in jaz sem se pač malo poglobil v te zadeve, raziskal in sem sprejel odločitev, da je pač to zame najboljša odločitev za življenje zaradi zdravja mojega. Ne. In posledično pol tudi je si prišlo. Moja prioriteta je bilo zdravje, ker če ni zdravja, pol tudi ne moramo drugim pa sebi pomagati, ne mojim otrokom, ne drugim in to je bila moja prioriteta. Vse druge stvari so še pa bile pol normalno živali in pa okolje, ko sem spoznaval, kakšne vplive ima vse to na vse to. Lahko bi rekli, v bistvu najprej poskrbiš za sebe in potem, torej tvoj cilj je bil zdravje, torej če najprej poskrbiš za sebe v pozitivnem smislu, z ljubeznijo, avtomatsko poskrbiš tudi za druge, se pravi za okolje, živali, ne, tudi če govorimo duhovno, ne, se to v bistvu, ko rečemo živali, to pomeni sočutje in če delaš na sebi, če se učiš sebe imeti rad, avtomatsko postaneš sočuten tudi do drugih. Tako. Ne. Plus tega, kar zaznavam iz tvojih besed je, in se mi zdi pomembno za naše poslušalce, da do sprememb, jaz bom kar en citat zdaj oblikovala, do sprememb pridemo, če se stvarem res odpremo in rečemo, pripravljam se sprejeti, karkoli bo mi prišlo nasproti in se iz tega učiti. Ne? Ker ti si rekel, jaz sem pač bil odprt do tega, kar je hčera mi pošiljala, ne? Ker marsikdo, recimo moj oče, ne? On, če bi jaz njemu pošiljala čtiva o veganstvu, ne? On bi to kratko malo pač spregledal in bi mi vedno znova razložil, da on brez mesa ne more. Ne? Ti si pa recimo bil pripravljen pač se poučiti in dati možnost tej spremembi. Ne? In tudi na drugih področjih se mi zdi, da je pri tebi bila to ključ. Se glih, to je pomembno. Ljudje moramo sprejemati druge stvari. Seveda ni vse, da bi kar sprejeli, ampak raziskovati to zadevo skozi različne stvari, se pravi videe, knjige, bilo kaj in potem pač sprejeti neko odločitev. Vsakdo pač sprejme, tudi pri osebni rasti je tako, nekateri vidijo neko korist v tem, drugi pač ne, ampak vsaka stvar je, če nekaj mi raziskujemo, ne da kar v prvi fazi rečemo, to ni dobro, ne. Dobro je raziskovati. Jaz pravim, bodimo raziskovalci življenja na tak in drugačen način. Tako, in da v bistvu damo sploh možnost sebi, da preizkusimo stvari, tako kot si rekel, ne takoj zablokirati, ampak dejansko tudi, pa tudi ne samo brati o tem, ampak dejansko probati implementirati, izkusiti v svoje življenje in potem videti in potem rečemo, ne, jaz se dostikrat šalim, pa v bistvu ni šala, da moški prehitro rečejo ne plesu ali pa plesnemu tečaju, pač to mi je tako smešno, če greš na plesni tečaj, tam veš,
da je 90, če ne 99%, 1 na 10, mogoče je tam sam, je tam zato, ker je hotel, vsi ostali so pa zvlečeni od žensk na prvo plesno vaje. In potem jaz vedno rečem, naprimer, treba je vsaj 4 te stopnje narediti, da ti lahko rečeš kot moški, jaz nisem za ples. Ne? In tako se mi zdi isto tu, ko razlagaš pač, da treba je dati možnost preizkusiti, ti si prebral si o veganstvu in si potem v bistvu tudi preizkusil in kako dolgo te zdaj že drži to. Ja, do 2015. Aha, no torej to je 5 let v bistvu že zdaj bo. Neko obdobje in bom rekel tako, jaz potem počutim pač, imam dosti energije, čeprav pravi moji sodelavci, prijatelji, da pač ne vejo, kako bi to bilo, ampak jaz kot tudi malo starejši, sicer ne starejši, da v tem pomenu od mlajših mojih kolegov in še vedno pariram, kar se tiče tega, da mene morajo glih okoli, ne na telesni, ne na drugačni. Fizični pripravljenosti in duhovno pa itak, mislim, ne, drugo pa tak ne, to še pa tak morajo dosti narediti. Ja. Jaz se pa tem jim želim spodbujati, da začnejo tu in normalno, tako se neko raziskovati, nekaj zavračati te zadeve in ker nič ne prije čez noč. Ne. Tako. Tako dobena tragedija ne prije čez noč, se to neke stvari dogajajo del časa in mi pač ne dajemo dovolj pozornosti, ne. Tako tudi spremembe ne prije čez noč, ker ljudje smo pa tako naredili, da bi kar radi spremembe danes do jutri, ne. Neki instant recept, mi tako tabletko in bi jaz to kar rešil. Ne gre tako, ne. To je proces in če hočeš neke spremembe, moraš to implementirati v svoje življenje in se tega držati. Ne vsega, ampak tisto, kar ti pač koristi, ne. Tako. Zdaj pa, v bistvu, tako si rekel, ti skušaš v bistvu ljudje spodbujati, ampak včasih je težko pač. Treba je zelo biti previden z ljudmi, sploh pri takih za marsikoga ekstremnih spremembah, kot veganstvo je, ali pa naprimer tudi na koncu duhovna rast, za marsikoga pač je to preveč. Ampak ti imaš en taki zelo zanimiv način v Poljčanah, v Razvojnem centru Narave Poljčane v bistvu prirejaš brezplačna predavanja in delavnice strani vabljenih ljudi in predavateljev iz cele Slovenije. Kako si prišel na to idejo in kako si v bistvu realiziral? Ker poleg svoje službe je nekako prišla ta želja, da v bistvu začneš širiti vse to, kar sam požiraš iz knjig, predavanj. In se učiš. Zato, ker pač vem, da ljudje potrebujejo različna znanja, informacije z tega področja, ki ga pač imam trenutno sam, sem se pač odločil iz različnih spektrov. Se pravi, da dam ljudem, s kateri se ukvarjajo s tem možnost, da predstavijo svoje znanje, potem da dam občanom Poljčan možnost, da pridobijo to stvar, na koncu, da moje otroke spodbudim k temu, da jim pač mi pomagajo pri tem, pa da slišijo te stvari. Tudi sam se veliko naučim pri tej stvari, ker ne rabim jaz hoditi drugam, ljudje pridejo pač Poljčane in imam zaradi tega malo privilegijo, da jih lahko tudi osebno spoznam in vse stvari. In vse ta spekter je skupaj, da ljudem pripomorem, da nadgradijo svoje znanje in morda bojo naredili kakšne spremembe. Zelo zadovoljen sem od ljudi, ki že govorijo, da so jim to koristne zadeve, da so veliko dobrega slišali, doživeli in da so nekaj naredili že. Jaz sem rekel, samo to dam. Zdaj, vse je odvisno pa od ljudi, ki pridejo tam, da si vzamejo tisto uro, 2 uri časa in potem seveda, da nekaj naredijo. Potem pa mora seveda vsak sam, ampak to je super v bistvu, da en policist, dobro, lahko bi bil tudi gasilec ali pa kdorkoli, ne? Ampak da poleg svojega dela, ki je že itak častno in se itak srečuješ z ful težkimi situacijami v službi, da še potem poleg tega ustvarjaš v bistvu ta boljši svet skozi to, da ljudem daš okoliščine, možnosti, znanja, pač dostop do nekih novih informacij. Tako da, ful, bravo, res. Bi pa vseeno še mogoče se vrnila, ker se mi zdi, da človek da pride v bistvu do tega, da začne prvič v svojem življenju delati spremembe, drugič pa da začuti, da bi rad tudi pomagal drugim. Ponavadi se to zgodi v ljudeh, ki dajo nekaj skozi, ne? In pač tvoja življenjska zgodba ni rožnata, da tako rečem. Si oče samohranilec, v bistvu si se srečal tudi z alkoholizmom v družini in pač potem se je zgodilo tisto najhujše možno. Mogoče bi ti malo več povedal o tem, ker se mi zdi, da je pač mogoče to bil tudi tisti
rušilni trenutek, mogoče v tvojem življenju, ki... Ja, dejstvo je, da me je streznilo, oziroma sem zaradi tiste stvari, ki so se pač dogajale in nisem bil dovolj pozoren in se mi je zdelo samoumevno, ne, je prišlo do tega, da v mojem partnerskem odnosu, ki je trajalo pač z mojo bivšo partnerko, pa takrat, ko smo že 3 otroke, se pravi manjše, je pač vedno sem odlašal s temi spremembami, vse bo boljše, tako pač velika večina ljudi počne, nisem pa nič naredil, oziroma nisem naredil zato, ker pač nisem imel ta pravih informacij, take, kot imam zdaj. Oziroma nisem bil takrat pripravljen, bi jaz temu rekel tako, nisem znal. In je bilo pač nek večer, en prepir z mojo partnerko, me zaklenila iz stanovanja. Seveda, normalno sem si mislil, da je to pač en prepirček takšen, kot jih je bilo že mnogo, ne? Ampak je ta prepir pol nekako se povečal v tej stvari, da nisem prišel v stanovanje, tisto noč sem prespal v avto, imel sem čas za razmislek, ne? In sem se odločil, da pač tako ne gre več naprej in da moram nekaj narediti. Seveda, odločitev ni bila tako enostavna. Če bi jaz bil samo z partnerko, tako bi bilo to lepo, ne? Ampak tam za vrati so bili 3 majhni otročki, ne? Se pravi, najmlajša je bila takrat stara leto pa par mesecev, pol pa še pač majhni otročki, ne? In je to bila ena najtežjih odločitev, oziroma bom rekel, najtežja odločitev, da sem se odločil, da grem stran. Da od jutri naprej ne bom več prestopil teh vrat, oziroma da grem stran s partnerko, ne? Tako da zjutraj sem pol takoj stopil v akcijo, v Kampelu, tam blizu Kopra, najel majhno sobico in potem se je pač marsikaj dogajalo v tistem času. To je... Zelo lahko razumem ljudi, ki mi pripovedujejo pri mojem delu, kaj doživljajo, ker jaz sem izkusil te zadeve, kako so nekaj izseljevanja, da si bo nekaj naredila, pa pri nazaj, pa vse te zadeve. Tako da tisto obdobje nekaj mesecev je bilo tako stresno, da sem pač želel v nekem trenutku narediti tudi samomor, se pravi s pištolo, ker jaz kot policist normalno imam pištolo, ne, sem si dal pač na čelo, ampak zdaj, jaz pravim, tako malo sem se s tem izrazil, da sem neko sporočilo vesolja dobil, da pač tega ne smem narediti zaradi otrok, ne. In tega nisem naredil, hvala Bogu, ne, in od takrat dalje ne razmišljam več o tej stvari nikoli, ker je življenje dejansko lepo, ne. Res pa je, da potem sem sprejel odločitev, da tudi rabim pomoč, sem šel do psihiatrov, neko 6-mesečno obdobje na antidepresivih, da sem se malo pobral. In v tem obdobju sem pa delal vse spremembe, zato, ker sem videl, da partnerka ne želi na sebi narediti nič, da moram jaz spremembe narediti s spremembo okolice zase in za moje otroke. In potem smo se nekako čez 1 leto preselili na Štajersko in hvala moji družini, da smo takrat pač pristopili na pomoč. Nekako otroci so bili, vse 3 hčerke, malo razdeljene, ena pri eni sestri, druga pri drugi sestri, ena pri tretji, ne. In je to bilo malo tako, jaz sem pa še pol 14 mesecev vsak dan nekako vozil to Poljčane, Portorož na delo, dok nisem dobil premestitve. Takrat sem zelo, kako bi temu rekel, izgubil stik z otroci. In tega ne priporočam nobenemu. To je nekaj najslabšega, kar je možno, da starš izgubi stik z otrokom. Še posebno z najmlajšo, ker je bila pa dejansko še tudi v kasnejši fazi ta stik z otročkom in to je najslabše, kar si lahko, in tega ne dopuščati. Z otroci moramo imeti vedno stik. Ampak dobro, potem je nekako prišla ta faza, da sem še marsikaj doživel, zdaj različne stvari, zdaj partnerka je nekaj let zatem zaradi posledic alkohola umrla. To je bila spet ena taka izkušnja z otroci, ki so bile pol spet, sem mogel sprejemati odločitve. In vse ta skupek vseh stvari, ki so ogromno tega dogajalo, ogromno negativnega bi temu rekel, ker sem pač to nekako tudi, kaj povem, privlačil bi rekel temu, ne. Je prišel tisti 2012, december, da sem res, pa zgleda, služba, delo in vse te zadeve, da sem nekako kolapsiral in pol skozi tisto sem sprejel odločitev, da je nekaj moram ogromnega narediti. Saj nisem niti vedel, kaj in koga, ampak vedel sem samo, da moram narediti spremembe, ne. In potem sem začel absorbirati nekaj ur na dan. Po mojem, tisto obdobje
prvih pol leta, pa kaj sem delal par ur na dan na sebi, otroke sem dejansko, tako da rečem, pozabil. Ampak pomembno je to, da sem Da si potem ti sebe nekako postavil sebe postavil najprej na noge, ker sem tako. to lahko začel dejansko naprej spet, drugačne stvari se spet dogajale. Ampak zdaj, toliko let zatem sem zelo hvaležen vsem s mojim spremembam, ki niso bile lahke, ampak zelo hvaležen, da sem jih naredil. In da v bistvu si, mislim, da se je začelo že pri tej odločitvi, da si ne vzameš življenja in da v bistvu moraš eno zgodbo pravzaprav nadaljevati oziroma narediti na novo. In se mi zdi tukaj vredno dodati še to za konec, v bistvu, da najboljše, kar lahko damo otrokom, je to, da smo mi v redu. Ja. In to, ko si ti rekel, najprej dal sem jih na stran, ampak sem sebe gradil z mislijo, da v bistvu naredim okolje in varnost otrokom. Da, mislim, to se meni zdi res nekaj zelo pomembnega in čudovitega. In danes si pa v bistvu srečen človek. Ponosen na svojo rast tako in omogočaš, pomagaš drugim, itak si ful dober vzor svojim otrokom in si pravzaprav čisto fajn policist, in fajn človek. Zelo fajn. Tako da jaz bi zaključila ta res inspirativni življenjski podcast. Ivan, hvala, da si bil danes z mano. Hvala. Vi, poslušalci, pa naj vas inspirirajo še naprej te zgodbe in naj bo današnji dan v duhu drznosti, da naredimo fajn spremembe in zaživimo fajn življenje. Hvala, da ste bili z nami. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.